Halo? Je? Ni? Je? Ok. Spoštovani obiskovalci Knjižnega sejma 2022, veseli me, da se vas je nekaj ustavilo, nekaj pa vas bo še najverjetneje prišlo na oder mladih. Trenutno smo z vami profesorica Nika Jančič in Zinka Kobola Kamenšek ter dijakinja Šolskega centra Rogaška Slatina. Rogaška Slatina je mesto stekla in steklarstva z bogato zgodovino. Letos je Rogaška na Knjižnem sejmu mesto v gosteh, saj smo v slatinski občini leto 2022 posvetili naši rojakinji Eli Peroci. Letos namreč praznujemo 100. obletnico njenega rojstva. Pobuda za Elino leto pa je pravzaprav zrasla med našimi dijaki Šolskega centra Rogaška Slatina, kar se je potem razširilo na praznik celotne občine. Življenje na Šolskem centru v Rogaški je torej pestro in polno zanimivih idej. Naš šolski center je zrasel iz tradicije poučevanja za steklarske poklice. Steklarska šola je namreč svoje prve dijake sprejela 1. septembra 1947. Zinka, najbrž se bo strinjala z mislijo, naše korenine so steklene, trdožive in čudežne. Po žilah, odetih v prosojnost starodavne in skrivnostne snovi, se šepetaje pretekajo znanje, trud in ljubezen številnih generacij. Danes bomo na odru mladih predstavili posebne slikanice. To so slikanice o Zinki Črepinki, avtorica slikanic pa danes sedi tukaj zraven mene. To je gospa, profesorica praktičnega pouka steklarskih poklicev Zinka Kobola Kamenšek, ki je na simpatičen način predstavila svoje življenjske sanje, delati in ustvarjati s steklom. Zinka, si domačinka, Slatinčanka in s steklom si najbrž rasla gor. Kakšni so tvoji spomini na otroštvo in na Rogaško Slatino nekoč? Ja, lep pozdrav vsem skupaj. Moji spomini na Rogaško Slatino in na otroštvo so zelo lepi, seveda povezani s steklom. Namreč moj oče je bil steklar, torej delal v steklarni Boris Kidrič, kot se je takrat reklo, tako da sem vsak dan slišala kaj novega o steklu, o tem lepem kristalu obrušenem, ki se je svetil, da so delali za Ameriko, da so brucli Aleksandar in da je več kot 2500 ljudi tam bilo v tistih časih zaposleni. Same lepe stvari sem slišala o steklu. Odlično. Steklarska šola v Rogaški pa ima tudi že precej dolgo in močno tradicijo, kot smo povedali. Ti sama pa vedno rada poveš, da so bile tvoje otroške sanje delati s steklom oziroma bolje s črepinjami. Kako te je pot zanesla na našo steklarsko šolo? Res je, Nika, kot majhna deklica sem bila taka igriva, vedoželjna, raziskovala sem rada in domača garaža je bila en tak prostor, kjer se je dogajalo marsikaj. Zraven tega, da sem kosilnico mazala z mastjo, sem odkrila vmes tudi vrečo, kjer so se lepo bleščale in lesketale črepinje. In ko sem tisto odkrila nekako, tistega dne seveda sem jaz to štela pa nosila k oknu, kajti ko je svetloba padla na te črepinice, je bilo to prečudovito. Pogovarjala sem se z njimi, tudi štela, preštevala in tistega dne so me tudi zelo domači starši pa sosedje zelo iskali. Namreč jaz nisem nič slišala, da me kdo kliče, tako sem bila zatopljena v delo s temi črepinjami. In ja, takrat se je porodilo, kako bi jaz te črepinice, kje bi se to naučila, da bi lahko jih spravila v nekaj lepega, nekaj novega. Odlično, Zinka, hvala. Kaj več o tvoji poti še kasneje, zdaj pa malce glasbenega premora za začetek. Res je, da prihajamo iz Rogaške, ampak se danes v Ljubljani zelo dobro počutimo, tako da Ela, lepo prosim, da nas popelješ čez Šuštarski most. Ljubljani, za Ljubljanico, tam najde vsak se, kar želi, tam skrije med svetlice te Julija pa. Če si zaljubljen in če mlad, pa čez leto in čez dan, prišel boš tja z nevesto na magistrat. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most, levo na Mestni trg, desno na Stari trg, po spomine po mladost čez Šuštarski most. Ljubljani, za Ljubljanico, tam najde vsak, kar išče, tam za večerjo vitez kupuna ti da. In maček cvička rdečega, če z mačkom greš od tam,
lahko potunkaš glavo v robu vodnjak. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most. Levo na Misli trg, desno na Stari trg, po spomine po mladosti Šuštarski most. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ljubljani za Ljubljanico, tam najde vse, kar išče. Fant z ulico, moj cviček in luna balkon. Največjo knjigo učenjak, mini krilo deklica, še tole svojo pesem našla sem tam. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most. Levo na Misli trg, desno na Stari trg, po spomine po mladosti Šuštarski most. Čez Šuštarski most, čez Šuštarski most. Levo na Misli trg, desno na Stari trg, po spomine po mladosti Šuštarski most. Odlično, Ela, hvala. Ela nas je takole popeljala po Ljubljani, mi se pa zdaj vračamo nazaj v Rogaško Slatino, v mesto v gosteh in na našo steklarsko šolo, na šolski center Rogaška Slatina, kjer je naša profesorica Zinka Kobola Kamenšek prejela vso znanje o steklu, danes pa tega z veliko predanostjo predaja naprej mlajšim generacijam. Zinka, na določeni točki svoje kariere si se odločila svoje življenjske sanje in želje predstaviti tudi v slikanici. Ustvarila si lik Zinke Črepinke in kako si prišla sploh do te ideje? Ja, skozi pedagoško delo, namreč k nam je velikokrat prišlo kar precej učencev, pa potem iz vrtca otrok si pogledati, kako to delo s steklom poteka. In meni se je takrat zdelo to vse tako težko in ideja se je porodila, zakaj pa ne bi to spravili na en taki bolj igriv, zanimiv, zabaven način, to resno vsebino. Namreč stekla se kar mnogo otrok boji, oziroma tudi starši radi rečejo, ne piti iz steklenega kozarca, da se ne boš porezal. Ampak dejansko je steklo nič bolj nevaren material kot avtomobil ali karkoli drugega. Samo zahteva pač primeren prijem, dotik, tako kot pač večina od nas. Tako, res je. In napisala si čudovite slikanice, kar 5 jih je, tule spredaj jih imamo razstavljene. Te slikanice pa nosijo zelo zanimive naslove. Zinka Črepinka, Črepinka uči slikati na kozarce, Črepinka in steklene palačinke, Črepinka in vonj steklene juhe, Črepinka in steklene kape. Zanimivi naslovi. Moram pa reči, da se mi zdi, da marsikdo od nas ne ve, kaj pa te stvari pomenijo. Kaj so to steklene palačinke, steklena juha, steklene kape? Ja, nekako sem razmišljala, kako dati naslove, da bi pač čim bolj se nekako približala ta vsebina lahko otrokom. In sicer, če začnem pri kapah, recimo zdajle je čas, ko že jih radi damo sami na glave, ročno napihani kozarci pa prav tako imajo kape, torej steklene kape, dokler se jim ne odrežejo. Zato je slikanica dobila takšen naslov. Steklene palačinke. Ja, kdo pa nima rad pravih palačink, ne? Otroci jih obožujejo, ne? Ker se pa steklo, tudi ko je vroče, stiska, torej nastanejo tudi palačinke, torej steklene palačinke. Steklena juha, spoznamo zelenjavno, pa govejo, pa diši in tako naprej. Ampak tudi steklena juha obstaja, zato moramo vnesti prave surovine, torej sestavine ustrezne noter in da si bolje zapomnimo, ne, seveda steklena juha, ampak je juha, dokler je vroča, je tekoča, ko se ohladi, je pa trda, ne, tako da tako je prišlo nekako do teh naslovov. Steklo je res ena taka čudovita surovina in nam ponuja mnogo možnosti za ustvarjanje. Slikanice si torej pripravila predvsem z mislijo na najmlajše in z mislijo na to, da bi mlajšim predstavila poklic steklarja. Kakšen odnos pa imajo danes mladi do tega poklica in kako misliš, da bo v prihodnosti?
Ja, ni samo za mlade, jaz bom rekla, da ta vsebina še mnogim odraslim, starejšim ni razumljiva, zato sem imela tudi njih v mislih. Mladi danes pa bom rekla tudi, da zelo dobro sprejemajo, da čutijo ta material, da je to material prihodnosti, ki ponuja zelo veliko in vedno več, torej ni samo tisti kozarec, steklenica, vrč, kot poznamo, ampak da so to uhani, prstani, verižice v industriji, kot je tale naša kemijska industrija, potem prehrambena industrija, arhitektura, skratka, steklo nas povsod obdaja, samo če ga opazimo. Tako, res je. Tudi danes nas obdaja steklo na veliko različnih načinov. Pardon. Na ŠCRS-ju smo v preteklih letih naredili kar veliko stvari za promocijo steklarstva, za promocijo poklica tehnik steklarstva in steklar. Med drugim pa smo v preteklem šolskem letu in sedaj v letošnjem šolskem letu slikanice gospe Zinke predstavili tudi uigrano lutkovno predstavo z naslovom Zinka Črepinka. Ideja je nastala torej na domačih tleh, v pripravo igre pa so bili od začetka do konca dejavno vpeti naši dijaki in tudi avtorica slikanic. Na podlagi teh naših slikanic sta dijakinji Eva Belcer in Živa Šprajc besedilo priredili v dramsko besedilo. Prav tako so sceno pripravili dijaki programa tehnik steklarstva, gimnazijci pa so poskrbeli za tehnično podporo. Nastala je takole prav simpatična igra, namenjena otrokom od 4. leta starosti pa vse do 5. razreda. V predstavi nas Zinka, ki postane Črepinka, popelje v steklarsko šolo, v njeno ljubo steklarsko delavnico, kjer nato čudežno oživijo pripomočki, šamotna peč, kozarci in vse ostalo, kar obstaja v steklarski delavnici. Naša Zinka Črepinka je danes obljubila, da nas kar sama pozdravi in se predstavi, tako da lepo prosim, Zinka Črepinka, se nam pridružiš? Zdravo, jaz sem Zinka Črepinka. A koga zanima, zakaj ravno Črepinka? No, kot otrok sem rada raziskovala in priznam, da mi je kdaj pa kdaj kakšen kozarec padel na tla. Mama se je takrat milo rečeno malce razjezila, a meni je še ob vsaki tako majhni črepini srček hitreje utripal. Samo med nami sem kdaj pa kdaj katerega razbila za nalašč. Predstavljala sem si, kako bi razbitim črepinjam znova vdihnila življenje. Opazovala sem kozarce, velike kot smreke, majhne kot miške, suhe kot moj kazalec in debele kot krompir. Nekateri so bili modri, zeleni, a najlepši so se mi zdeli tisti, ki so bili poslikani z zvezdami in črtami. Vem, da je pred menoj še dolga pot, a le kje začeti? Morda vi veste? Seveda, na šolskem centru v Rogaški Slatini. Šolski center? V Rogaški Slatini? Kje je prijavnica? Takoj se vpišem. Kaj že moram sam vpisati? Koliko je poštna številka Rogaške Slatine? 3250. Srečno pot, draga prijavnica. Prinesi nazaj dobre novice. Dneve in dneve sem čakala in čakala. Še čakala in čakala. Čakala in čakala. A res? Joj, a naj ga odprem? Kaj mislite? Prav strah me je, še kolena se mi tresejo. Spoštovana Zinka, z velikim veseljem vam sporočamo, da ste sprejeti na steklarsko šolo v Rogaški Slatini. Tukaj se boste naučili vse izdelovati s steklom, risati nanj, ga oblikovati in še mnogo drugih spretnosti. Upamo, da boste po končanem šolanju svoje znanje delili svetom. Veselimo se vašega prihoda in upamo, da se bomo skupaj imeli nadvse lepo in razširili svoje znanje. Se vidimo prihodnje šolsko leto. Lep pozdrav, ravnateljica šolskega centra Rogaška Slatina. Sprejeta sem na šolo svojih sanj. Od zdaj naprej me lahko uradno kličete Črepinka.
Na naši šoli je res super. Pridite nas kaj obiskat na šolski center v Rogaško Slatino. No, za konec bi pa še prosila našo Elo, da zapoje mojo, to je Črepinkino pesem. Pridi, Ela! Črepinka Zinka, steklo je zaljubljena, prosojno v to lepoto, ki seže do srca. Šoli je učila na steklo slikati, dijakom pomagala svet lepot odkrivati. Črepinka steklo meri, reže vrta žaga, cele dni ga brusi, dokler ne omaga. Steklo poslikava in čez noč ga peče, da naslednje jutro delo znova steče. Če nezgoda hoče, da kozarec gre po zlu, Črepinka Zinka hitro z novo zgodbo je že tu. Naj glasno odmeva pesem tale prek sveta, umetnost stekla je v Rogaški Slatini doma. Hvala Črepinki in hvala Eli, ki sta takole lepo popestrili našo predstavitev slikanic o Zinki, ki je postala Črepinka. Zinka, kakšni so občutki takole opazovati, kako tvoj lik oživi in nagovori otroke? Ja, zelo lepi občutki, tako da iskrene čestitke igralki in njeni mentorici, seveda. Sicer pa ja, steklo je nekaj res izjemno lepega. Rogaška Slatina tudi čudovit, lep kraj, ki ni povezan samo s steklom, ampak tudi vodo. In lepo je živeti v tem majhnem kraju z tako bogato tradicijo. Tako, res je. Hvala, Zinka. Današnji pogovor bi zaključila še z eno mislijo, ki si jo Zinka napisala na koncu prve slikanice. Črepinje Zinki prinašajo srečo. Zanjo je največja sreča, ker jih zna vrniti nazaj v življenje. Zinka, kaj naj bo popotnica mladim in kako naj razumemo črepinje v našem vsakdanu? Ja, takole bi rekla. Recimo čisto tale prsten na moji roki, torej na mojem prstu, mislim, da se malo sveti, je iz črepinji. In sicer nekdo je to črepinjo brcnil, jaz sem to črepinjo pobrala in jo spremenila v nekaj lepega. Skratka, bodimo nekako ozaveščeni o tem, da steklo odlagamo tja v zabojnike, kamor sodi, in ko pridejo, poberejo te koše, naredijo nekaj, tisti, ko znamo, seveda nekaj lepega. Šolski center Rogaška Slatina v Rogaški Slatini seveda pa je edina šolska ustanova, ki izobražuje mlade kadre na tem področju. Tako, res je. Naš pogovor se bliža koncu. Mogoče bi zdaj, glede na to, da vas ni veliko, lahko dali tudi slikanice med obiskovalce. Ela, lahko tudi Črepinka, ja. Vabim kar Črepinko, da jih podeli. Lahko jih malce pogledate, upamo, da vas bodo pritegnile. Kar pogledaš jo lahko. Lahko malo prebereš. Tako, to so torej naše čudovite slikanice o steklarstvu, o steklarskem poklicu in o sanjah naše Zinke, ki je postala Črepinka in so se ji tako uresničile svoje sanje. Marsikaj smo že povedali o naši šoli in o Rogaški Slatini. Zdaj pa, če na tej točki nekako tudi naš pogovor zaključimo. Spoštovani obiskovalci našega mini dogodka, najlepša hvala, da ste se ustavili ob odru mladih in nam prisluhnili.
Življenje in vsak dan sta v Rogaški Slatini torej zelo zanimiva, zato vas pa zdaj z veseljem vabimo še v stekleno dvorano tukaj le čez, na stojnico Mesta v gosteh, na stojnico Rogaške Slatine, kjer se bomo predstavljali tudi mi, Šolski center Rogaška Slatina, z našimi tehničnimi poklici, s programom tehnik steklarstva in tehnik optik, ki jih edini izvajamo v Sloveniji. Tako da vabljeni, zelo veseli vas bomo. Tam imamo tudi slikanice o naši črepinki, merili vam bomo vid, marsikaj lahko poskusite narediti tudi iz stekla, tako da lepo vabljeni v sosednjo dvorano. Hvala za poslušanje.